Po lanskoletnem virtualnem praznovanju kulturnih praznikov so se letos tako v Brežicah, Sevnici kot tudi Krškem v živo poklonili zaslužnim ljubiteljskim kulturnikom in društvom, ki so v minulem letu stopili iz povprečja. Tako so v Brežicah podelili 9 priznanj, v Sevnici 4, v Krškem pa 5 Prešernovih plaket ter posebna priznanja kulturnim društvom v občini. Najvišji častni priznanji sta tokrat prejela Janez Avšič in Vlado Hotko. Obema nagrada veliko pomeni. Ker veliko, ker se je toliko let nabralo, sem vztrajal, na to pot me je sicer oče spravil, tako da sva precej let skupaj pela in lepe spomine imamo in smo bogatejši zaradi tega. Pravzaprav je tako, da ne hodimo in ne ustvarjamo zadev za to, da bi dobili odlikovanja in odličja. Sem vesel, da smo prepoznani. So tisti veseli trenutki druženja, predvsem po kakšnih uspešnih koncertih, po kakšnih vajah, na rojstnih dnevih. Se same vaje niso glih tako, da bi rekel, da bi se zaradi njih, ampak tisto druženje mi pa veliko pomeni, ker s prijatelji zapet, lepo pesem, tisto, ko te več ne gleda oštro oko in uho zborovodja, ampak za dušo, takrat se duša sprosti. V občini Brežice deluje 30 kulturnih društev in skoraj vsa so vključena v Zvezo kulturnih društev Brežice. V okviru teh društev je tudi ogromno sekcij, tako da bom rekel, ogromno ljudi se ukvarja z ljubiteljsko kulturo v občini Brežice, približno dobrih 1500 aktivno sodelujočih. V samo ljubiteljsko kulturo neposredno COVID ni zarezal, ljudje ostajajo zvesti ljubiteljske kulturi, delujejo sicer, se prilagajajo trenutnim razmeram. Veliko posluha za ljubiteljsko kulturo imajo tudi na občini Brežice. Sigurno najprej je pomembno, da financiramo njihove programe. Tu treba pogledati izjemno dobro sodelovanje tako z skladom kulturnih društev, kakor z javnim skladom. Prav tako pa seveda še pomembneje pa je, da mi zagotavljamo večinoma prostore, zato da občina strmi, da praktično imamo večnamenske domove, ali so to kulturno-gasilski, kulturni domovi ali pa vaški domovi. Na prireditvi so tako poleg 2 častnih priznanj podelili tudi 2 zlati odličji, ki sta jih prejela Alja Kovačič iz tamburaškega orkestra Kut Oton Zupančič Artiče ter mešani pevski zbor Kut Oton Zupančič Artiče. Srebrna so prejeli Mateja Rožman Ljubšina iz vokalne skupine Iris KD Kapele, Igor Vučajnk iz KD Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi in Janez Žakelj iz KD Planina Cerklje ob Krki. Bronasto odličje sta prejela Jože Petelinc, član dobovskih rogistov KD Franc Bogovič Dobova in Sanja Spirič iz plesnega društva Imani. Priznanje pa je prejela Ana Špiler iz KD mešani pevski zbor Viva Brežice. V Sevnici so podelili 1 Prešernovo priznanje ter po 1 bronasto, srebrno in zlato Prešernovo plaketo. Najvišje priznanje Zveze kulturnih društev Sevnica je letos prejel dolgoletni vsestranski kulturni ustvarjalec Rudi Stopar. Delujem že kar več kot pol stoletja. Pomeni mi pač življenje, drugače ne znam. Tak sem od majhnega pa do zdaj. Malo me že zdravje, ampak še ne damo, smo še mlad. Srebrno plaketo je tokrat prejela Nada Novšak. Ljubiteljska kultura je poleg ostalih kultur, naj bo šport, zgodovinske stvari, karkoli je zelo pomembno. To je za dušo, za človeka, ker najprej mora biti človek, šele na to je lahko ljubitelj kulture in tudi ustvarja in dela dolgo časa v tem in napreduje. Res smo vsi potrebni kulture. Predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica ocenjuje, da je epidemija pustila posledice tudi na ljubiteljski kulturi. Tiste množične skupine so bile bolj prizadete, kot pa morda individualno. Tako je tudi na področju ljubiteljske kulture je seveda ta zdravstvena kriza pustila kar precej posledic. Tako da se pravzaprav želimo, da se ta ustvarjalna energija, ko bo ta
krize in smo optimisti, da bo enkrat tudi mimo, da se vrne v naša kulturna društva, da se kulturni dogodki tudi vrnejo v dvorane različnih zvrsti in seveda tudi druženja ljudi dobre volje. Sevniški župan pa opaža razcvet drugih zvrsti kulture. Žal je ta čas, ta epidemični čas, kulturo bistveno spremenil. Ni več tiste množične kulture, raznih nastopov, iger, pevskih nastopov in tako dalje. Se pa nekako uveljavila druga kultura, nekako na drug način. Manjše skupine, tudi bralna kultura je močna. Prešernovo priznanje je tokrat prejela Nevenka Flajs, bronasto plaketo pa za 10 let delovanja vokalna skupina Vilinke. V mestni občini Krško so podelili 4 bronaste ter 1 srebrno Prešernovo plaketo. Posebna priznanja Zveze kulturnih društev Krško pa so prejela tudi 4 kulturna društva, ki so kljub epidemiji uspela izvesti svoje zastavljene programe. Srebrno Prešernovo plaketo je letos prejel Alojz Kranc iz kulturnega društva Svoboda Brestanica. Priznanje pomeni veliko, ne? Pač, da smo le nekaj naredili, pa nekaj delali dobrega za društvo in za publiko. Bronaste Prešernove plakete so letos prejeli Vida Slivšek, Gregor Lekše in Matej Žokal, vsi iz kulturnega društva Leskovec pri Krškem, ter Andrej Medvešek iz delavsko-kulturnega društva Svoboda Senovo. Posebna priznanja so prejela tudi 4 kulturna društva. Naše društvo deluje že krepki 70 let. V glavnem smo aktivni na gledališkem področju, seveda tudi na glasbenem, malo manj na kakšnem literarnem. Delamo ves čas, tudi ta čas, ki je nepredvidljiv, nas ni ustavil in smo res veseli, da je ta kontinuiteta vedno prisotna v tako mali vasi, kot je Podbočje. V Zvezo kulturnih društev Krško je včlanjenih 13 kulturnih društev, ki ustvarjajo na različnih področjih. Lahko rečemo, da najbolj priljubljena oziroma pa lahko rečem najbolj množična zvrt je gledališče in pa glasbeno ustvarjanje. Seveda, če štejemo tukaj Simfonični orkester Krško, ki je kot posameznik največji član, se pravi kot zbor oziroma orkester ima največ članov. Mestna občina Krško ljubiteljsko kulturo v občini podpira na več načinov. Po eni strani je potrebno zagotoviti neke prostore oziroma mesto, kjer lahko kulturna društva ustvarjajo, se pravi neke materialne pogoje, po drugi strani je treba tudi z določenimi sredstvi pomagati. To počnemo z vsakoletnim razpisom, tam nekje okrog 130 000 evrov namenimo za vsakoletne razpise za kulturna društva. Kar predstavlja materialno osnovo za delovanje društev.